Najlepša hvala, lep pozdrav vsem udeležencem. Raziskava, ki jo bom tukaj predstavila, je skupno delo z kolegico Natašo Kump. Govori o socialno-ekonomskem položaju upokojencev in upokojenk, pri čemer smo se osredotočili na socialno-ekonomski položaj tistih upokojencev in upokojenk, ki živijo v upokojenskih gospodinjstvih. To so gospodinjstva, kjer je nosilec upokojenec ali upokojenka, kjer ni delovno aktivnih ali brezposelnih oseb in kjer je pokojnina edini ali vsaj pretežni vir dohodka. Leta 2018 je v takih gospodinjstvih živelo približno 70% upokojencev in upokojenk in ta delež narašča. Analizirali smo različne tipe upokojenskih gospodinjstev med sabo, pa tudi upokojenska gospodinjstva z vsemi osebami v Sloveniji, vsemi upokojenci in upokojenkami in vsemi osebami starimi 60 let in več ali 70 let in več. Obdobje, v katerem smo opazovali upokojence in upokojenke, je od leta 2005 do 2018. To se pravi, da to obdobje zajema tako gospodarsko krizo, kot okrevanje po gospodarski krizi, pa tudi prvih 6 let uveljavljanja novega pokojninskega zakona. Dohodkovni položaj upokojencev in upokojenk glede na druge osebe v Sloveniji je bil najugodnejši v letih 2014 in 2015, tako kažejo ti podatki, dejansko pa gre za dohodke v letu prej, v letih 2013 in 2014. Razlog za izboljšanje položaja te skupine je poslabšanje položaja neupokojenskih gospodinjstev, ki jih je prizadela brezposelnost in so tudi utrpeli znižanje dohodka. To pa ne pomeni nujno, da so bili upokojenci in upokojenke na boljšem tudi v absolutnem smislu. Dejansko so se v nižje decilne razrede premaknile druge skupine prebivalstva in iz njih izrinile upokojence in upokojenke. V naslednjem grafu bom pokazala porazdelitev po decilnih razredih in bo vidno, da je viden neugoden dohodkovni položaj upokojencev in upokojenk, zlasti tistih, ki živijo v upokojenskih gospodinjstvih. Vidimo, da so na levi strani, najprej moram reči, da smo grupirali decilne razrede, zato da je vse skupaj bolj pregledno, da nimamo 10 krivulj, ampak 3. Modra črta, modra krivulja označuje deleže upokojencev in upokojenk, ki so v prvih 3 decilnih razredih, ni jih 30, ampak jih je 40%, kar jasno kaže, da jih je preveč, kot če bi bili enakomerno razporejeni, in zato jih je tudi v zgornjih 3 decilnih razredih 22, ne pa 30%. Upokojenci in upokojenke v upokojenskih gospodinjstvih pa so v precej slabšem položaju. Vidimo, da jih je polovica v prvih 3 decilnih razredih in samo 17%, 18% v zgornjih 3 decilnih razredih. Iz tega lahko potegnemo 2 sklepa. V letih 2005 do 2018 je bilo nadpovprečno veliko upokojencev in upokojenk z zelo nizkimi ali nizkimi dohodki, razmeroma premalo pa tistih z visokimi ali zelo visokimi dohodki. Upokojenci in upokojenke, ki so živeli v upokojenskih gospodinjstvih, so bili v še slabšem položaju, kakor vsi upokojenci in upokojenke v povprečju. Merili smo stopnjo tveganja dohodkovne revščine kot odstotek oseb, ki živi v gospodinjstvih z ekvivalentnim dohodkom pod pragom tveganja revščine. Prag je pri 60% mediane, tako kot tudi Eurostat prikazuje podatke. Moramo se zavedati, da je to relativna mera revščine in ne pokaže, koliko oseb je dejansko revnih, temveč koliko jih ima dohodek nižji od praga tveganja revščine. Rdeča krivulja kaže vse osebe v Sloveniji.
Vidimo, da se je po letu 2009 stopnja tveganja revščine začela dvigovati in to je posledica ekonomske krize. To je posledica poslabšanja položaja oseb, ki niso upokojenci in upokojenke ali ne živijo v takih gospodinjstvih. Vidimo, da se je položaj upokojencev in upokojenk, to sta to je oranžna krivulja, in upokojencev in upokojenk v upokojenskih gospodinjstvih, to je zelena krivulja, začela izboljševati v času ekonomske krize. Zato, ker pravimo, to je pač relativni položaj oseb. In upokojenci in upokojenke, ki so živeli v drugih gospodinjstvih, ne upokojenskih gospodinjstvih, so imeli tudi višje dohodke, praviloma imajo višje dohodke, ker živijo z aktivnimi osebami. Zelo jasno se vidi, da je starost dejavnik tveganja za revščine, ker je položaj starejših oseb 70 let in več slabši od položaja tistih starih 60 let in več. Ugotovitve so temeljile na tekočih dohodkih in niso upoštevale potreb ljudi. Zato imamo še eno mero, to je subjektivna revščina, rečemo tako krajše. Subjektivno revne so osebe, ki ocenjujejo, da gospodinjstvo, v katerem živijo, s svojim dohodkom shaja težko ali zelo težko. In ugotavljamo že vse skozi, da upokojenci in upokojenke ter starejše osebe svoj dohodkovni položaj ocenjujejo kot relativno boljšega, kakor izhaja iz objektivne primerjave dohodkov. To se ponavadi pojasnjuje z njihovimi relativno manjšimi potrebami. Ampak so sigurno še številni drugi razlogi. Odstotek oseb, ki s svojim razpoložljivim dohodkom shaja težko ali težko, je prikazan na desni strani za upokojenska gospodinjstva. Na levi strani pa imamo vse osebe in tudi upokojenska gospodinjstva. Upokojenska gospodinjstva so zelena krivulja. Na splošno vidimo, da se subjektivno percepirana revščina ne razlikuje veliko med vsemi osebami in upokojenskimi gospodinjstvi oziroma osebami, ki živijo v teh gospodinjstvih in starejšimi osebami. Če pa pogledamo desno stran, samo upokojence in upokojenke, ki živijo v upokojenskih gospodinjstvih, pa vidimo precejšnje razlike. Predvsem vidimo, da so tisti upokojenci in upokojenke, ki živijo v enočlanskih gospodinjstvih, moška so modra krivulja, ženska pa rjava, da je njihov položaj najslabši, da najpogosteje dojemajo, da so subjektivno dojemajo, da so revni, ampak vidimo, da se tudi njihov položaj nekoliko izboljšuje. Poleg tekočih dohodkov imajo ljudje tudi prihranke in premoženje in zato lahko živijo bolje, kot bi lahko na podlagi tekočih dohodkov. Temu rečemo materialna prikrajšanost, temu kazalniku, ki ga definiramo kot pomanjkanje vsaj treh ali štirih od navedenih 9 elementov materialne prikrajšanosti. Gre za različne nezmožnosti plačevanja, zamude pri plačevanju, nezmožnost privoščiti si določene dobrine, čeprav bi si želeli in tako naprej. Na prvi pogled vidimo, da se od leta 2015 bistveno izboljšuje položaj. To je posledica tega, da je tukaj bil nekje konec kriznih let. In vidimo, da je položaj upokojencev in upokojenk slabši, kot je položaj vsega prebivalstva v Sloveniji, ampak leta 2018 jih je približno polovica menila
polovica bila materialno prikrajšana, oprostite, jih ni bila prikrajšana za nobenega od elementov materialne prikrajšanosti, medtem ko je takih gospodinjstev, oseb nasploh v Sloveniji bilo približno 10 odstotnih točk več. Na desni strani pa vidimo materialno prikrajšana gospodinjstva in tukaj, kot je pričakovano, je delež takih oseb višji med upokojenskimi gospodinjstvi, med upokojenci in upokojenkami nasploh, ampak trend je pozitiven. Če pogledamo samo upokojenke in upokojence, ki živijo v upokojenskih gospodinjstvih, pa se zgodba ponavlja. Tisti, ki živijo v enočlanskih gospodinjstvih, so v najslabšem položaju, najpogosteje so materialno prikrajšani, ampak jim gre na splošno bolje kot prej. En vidik socialnega položaja je stanovanjska prikrajšanost. Merimo jo kot prikrajšanost za vsaj enega od navedenih 4 elementov. Slabo stanje stanovanja, da ni kadi ali prhe v stanovanju, da ni v stanovanju stranišča na izplakovanje za lastno uporabo in da je stanovanje pretemno. Upokojenci in upokojenke ter starejše osebe se ne razlikujejo veliko od slovenskega povprečja. Pri vseh vidimo tako na začetku kot na koncu opazovanega obdobja, da jih je bilo stanovanjsko prikrajšanih približno četrtina. Daleč najpogostejši vzrok stanovanjske prikrajšanosti je slabo stanje stanovanja. In tukaj vidimo negativen trend. Leta 2005 je imela slabo stanovanje v slabem stanju dobra petina upokojencev in upokojenk, leta 2018 pa slaba četrtina. Najvišji nivo stanovanjske prikrajšanosti je bil v letih 2008 do 2011. In to najbrž lahko zelo preprosto pojasnimo, vsaj večinoma, s tem, da so v tem času, v času ekonomske krize in prvih letih okrevanja bile manjše možnosti za vlaganje v stanovanja. Vidimo, da je zanimivo, da so upokojenski pari, modra krivulja, večini let v boljšem položaju kot vse prebivalstvo Slovenije, pri njih je stanovanjska prikrajšanost manj pogosta. Glavne ugotovitve najine študije so naslednje. Obstajajo velike razlike med upokojenci in upokojenkami glede na vrsto gospodinjstva, v katerem živijo. Upokojenci in upokojenke, ki živijo v upokojenskih gospodinjstvih, so v slabšem socialno-ekonomskem položaju, kakor drugi upokojenci in upokojenke. V najslabšem položaju so enočlanska upokojenska gospodinjstva, zlasti ženska, v najboljšem pa gospodinjstvo upokojenskih parov. Na splošno je socialno-ekonomski položaj upokojencev in upokojenk slabši od povprečnega položaja vseh oseb v Sloveniji. Posledice gospodarske krize na dohodkovni položaj upokojencev in upokojenk ter starejših oseb so razmeroma dobro vidne. Vidimo jih iz dohodkovne porazdelitve. Posledice sprememb pokojninske zakonodaje pa je težko ločiti od vpliva drugih dejavnikov, ki praviloma prevladujejo. Gre za to, da so spremembe postopne in se predvsem kažejo v naraščanju povprečne starosti ob upokojitvi. Toda to daje tudi upanje ali pa zelo visoko verjetnost, da bodo novi upokojenci in upokojenke zaradi daljše pokojninske dobe imeli višje pokojnine. Svetovna gospodarska kriza in pandemija bolezni COVID-19 bosta zaradi svojih dolgoletnih in razsežnih posledic tako za gospodarstvo kot za dohodke prebivalstva zabrisali učinke spremenjene pokojninske zakonodaje in bo trajalo kar nekaj let, da bomo lahko bolj jasno
identificirali in z večjo gotovostjo trdili, da določeni trendi odražajo novo pokojninsko zakonodajo, ki se postopoma uveljavlja. Najlepša hvala za pozornost.